Kino je za številne prostor sprostitve, umetnosti in skupnega doživetja. Toda za slepe, slabovidne, gluhe in naglušne obiskovalce je obisk kina pogosto povezan z ovirami. Brez zvočnega opisa, opisnih podnapisov ali tolmačenja v slovenski znakovni jezik številni filmi niso zares dostopni. Projekt Kino brez ovir Slovenija je nastal prav iz želje, da bi se to spremenilo. Razvijajo ga Kulturni dom Cerknica, Kino Union Celje in Kino Linhartova dvorana Radovljica. Njegov cilj je preprost, a izjemno pomemben. Ustvariti kino, v katerem filmsko zgodbo enakovredno lahko doživijo tudi osebe z izgubo vida in sluha. Ideja prihaja iz Poljske. Povabili so nas zraven k temu projektu, ko so iskali partnerje. In na začetku jaz o tem nisem vedel nič, se mi je zdelo pa super zanimivo. Niti nisem poznal, kakšna je situacija z gluhimi, slepimi v Sloveniji. Tolmačko poznamo iz televizije. Zvočne opise pa nikoli še nisem slišal in potem sem začel iskati ljudi, kdo bi nam to pripravil, kako bi se tega lotili. Z zvezo sem stopil v kontakt za pripravo tolmačenja za filme. Začeli so iskati ljudi, ki so imeli ustrezno znanje in izkušnje, iskali pa so tudi partnerje. Pri pripravi dostopnih projekcij je pomembno sodeloval Kinodvor, pri tolmačenju v slovenski znakovni jezik pa Zveza društev gluhih in naglušnih Slovenije. Dostopna projekcija namreč pomeni veliko več kot le predvajanje filma. Za slepe in slabovidne obiskovalce je potreben zvočni opis, ki opiše dogajanje, prizore, mimiko in pomembne vizualne informacije. Za gluhe in naglušne so pomembni opisni podnapisi, ki poleg govora vključujejo tudi zvoke, glasbo in druge zvočne informacije, pri določenih vsebinah pa tudi tolmačenje v slovenski znakovni jezik. Filme smo opremljali za slepe, slabovidne, gluhe in naglušne. Naredili smo prvo mednarodno konferenco v Sloveniji in izdali priročnik o tem, kako narediti bolj dostopna in vključujoča kina. V projektu, ki ga izvajamo trenutno, je bilo opremljenih 20 filmov. Potem smo začeli razvijati še projekt Kino brez ovir Slovenija, kjer smo opremili dodatnih 10 filmov. Predvajali smo pa tudi slovenske filme, ki so bili že opremljeni, vsaj z zvočnim opisom, tako da vse skupaj bi zdaj moralo biti opremljenih 40 naslovov. Želja za naprej je, da se spodbudi slovenske avtorje, že ko je v produkciji, da se pripravi vse potrebno, da bi film bil dostopen vsem državljanom. Ker projekt je pokazal, da se marsikaj da, so pa problem finance. Moje osebno mnenje je to, kolikor se plačuje produkcija slovenskih filmov, jih moramo pripraviti na način, da bodo dostopni vsem slovenskim državljanom. Pomemben del projekta je tudi priročnik o dostopnosti in vključenosti v slovenskih kinematografih. Namenjen je kinom, ki si želijo svoje programe približati obiskovalcem z različnimi oviranostmi, a ne vedo, kje začeti. Kako se lahko sploh lotijo dostopnosti, kako razmišljati o njej, kako v bistvu sodelovati s skupnostjo, kako jih vključevati v sam program, v odločanje, v tehnične prilagoditve in pa hkrati je tudi veliko enih tehničnih pripomočkov oziroma kako sploh tehnično opremiti kino. Dostopnost ni le tehnično vprašanje. Pomeni tudi, da se organizatorji povežejo s skupnostjo, jo poslušajo in vključijo v pripravo programa. Prav to je bil eden največjih izzivov projekta, kako doseči gluhe in naglušne, ki so zaradi nedostopnosti pogosto izključeni iz filmske izkušnje. Predvsem sem bila na začetku zelo šokirana, ker smo se ful trudili in smo naredili prve dogodke in nismo imeli nobenega iz skupnosti.
In pa sem se v bistvu zavedala, kako težko je skupnost dobiti, kako težko je v bistvu vzpostaviti kontakt z njimi. In pred začetkom tega projekta v Sloveniji takih projekcij ni bilo, tako da je predvsem bil izziv ta, ja, kako jih pripeljati, kako sploh dostopati do njih. Social Marie je v bistvu Evropska nagrada za socialne inovacije. Prijavil nas je Gregor in smo bili izbrani izmed skoraj 400 projektov kot tretje mesto. Jaz mislim, da ta nagrada predvsem opozarja na družbene manke, na to, česar v sistemu ni in kaj bi bilo v sistemu treba popraviti. V Sloveniji se Kino brez ovir izvaja v Radovljici, v Celju in v Cerknici. V Kinodvoru je tudi možnost predvajanja. Definitivno si poželimo, da bi v prihodnjih letih več kinodvoran bilo opremljenih in dostopnih vsem. Nagrada Social Marie je zato več kot priznanje posameznemu projektu. Je sporočilo, da dostopnost ne sme biti izjema, temveč pravilo. Kino brez ovir kaže pot do kulturnega prostora, v katerem nihče ni izključen. Ne zaradi vida, ne zaradi sluha, ne zaradi komunikacijskih ovir.